Sem vesel, da je gospod Fišerec mi stisnil roko. Jaz sem mu že želel predtem na enem izmed soočenj, pa tudi kasneje med samimi soočenji sem začutil eno pozitivno energijo, tako da glede na nekatere medijske spektakle ni tako hudo med mano pa med njim, kot bi nekateri želeli. Ga spoštujem in on je zaenkrat še moj župan. Mene zanima programsko sodelovanje. Do zdaj je bilo tega bolj malo, ampak ne morem pa reči, da ga ni bilo nič. Nekaj glasovanj, če bi gledali, bi videli, da so nekateri člani županove liste tudi podprli moje oziroma naše predloge. Tako da nisem a priori proti nikomer. Bo pa treba dosti zbranosti, resnosti in zdravega razuma, da bomo lahko delali programsko. Brez dvoma. Gospod Kangler, na čigavo podporo računate v drugem krogu? Na podporo Mariborčanov, ne glede ali so to levi ali desni, po svoji duši, predvsem na tiste Mariborčane, ki znajo vrednotiti moje preteklo delo in vidijo mojo vizijo za prihodnost tega mesta. Dobro, gospod Fištravec, pričakujete, da vas bo podprla stranka Mira Cerarja, zdaj ko je Anton Kranjc nekako odpadel, ko se boste z gospodom Kanglerjem spopadli v drugo? Pričakoval bi to podporo, pričakoval bi tudi podporo še koga, recimo Desusa gotovo, mislim pa, da tudi SD-ja, da. Razen tega pa v Mariboru imamo tudi nekatere liste, zdaj ne vem, kako so se uvrstile v mestni svet in te bodo tudi nekako se morale opredeliti, ker ta drugi krog ne bo čisto normalen drugi krog, ampak bo na nek način nadaljevanje vstajniških dogajanj in se bo tukaj potem na demokratični ravni se bo v bistvu mariborske vstaje zaključile.